We sell worldwide around 20,000 cars online every month, worldwide. So it's around, this year I think we are going to sell 300,000 cars online, which is, out of, 6 or 7 million, it starts to be very significant. Torej, 20,000 Citroenov se vsak mesec proda prek spleta, prek interneta, ampak ne v Sloveniji. V Sloveniji se avtomobili še vedno prodajajo po sistemu znamka, uvoznik, trgovec in tako bo verjetno še kar nekaj časa. Ampak pomembna beseda v tem stavku pa je avtomobil. Namreč verjetno še nekaj časa ne bomo kupovali Citroenovih avtomobilov prek interneta, se pa začenja spletna prodaja Citroenovega Amija. Torej, Ami je 100% električni Citroen, ampak ne pa Citroenov električni avtomobil. Namreč to je vozilce za šviganje po takšnih mestnih ulicah, sploh če je na njih dovoljeno voziti komaj 30 km/h. Za takšne ulice je ta avtomobil idealen. Za kakšne hitrejše ceste pravzaprav ta avtomobil sploh ni primeren, namreč gre za avtomobil, gre za vozilo, ki je registriran kot 4-kolesnik kategorije L1. To pomeni, da več kot 45 km/h sploh ne gre. Pa komu je torej sploh namenjen? Ja, recimo kakšnim dostavnim hitrim službam, recimo kurirjem, sploh če je v takšni cargo izvedbi, se pravi tovorni različici, ki ima tukaj namesto tega sovoznikova sedeža takšen tovorni prostor. Mogoče bi bil ta avtomobil primeren tudi za kakšne dostavljalce hrane. Mogoče bi lahko potem ta dostavljalec te hrane to hrano ohranil toplo med vožnjo, kar z energijo baterij tega avtomobila. Ampak tisti glavni nakupni razlog pa se nam pokaže že po nekaj metrih vožnje po takšnem mestnem središču. Namreč, ko se vozimo po mestu, v ta avtomobil zre množica oči. Namreč, ta avtomobil je magnet za mimoidoče, prav vsak se za njim ozre. Seveda, da je ta avtomobil magnet, to pomeni, da je lahko tudi dobra poslovna priložnost. Poglejmo en primer. Zakaj? Ker to res ne paše v to zgodbo zdaj. Res ne. Ampak smo v Citroen Amiju prepoznali eno tako dobro poslovno priložnost. V bistvu si z njim želimo povečati prepoznavnost našega podjetja Asmedic, ker če pogledamo njegovo edinstveno obliko, je res en tak mini pano na 4 kolesih. Reklama. Reklama, tako, prepoznavnost podjetja. Ni reševalno vozilo, tudi piše lepo. Čeprav je spominja, njegov dizajn spominja na reševalno vozilo. Ampak ravno zaradi tega smo napisali potem, nisem reševalno vozilo, da ne bi ljudje nas zamešali za neko urgenco oziroma reševalno vozilo. Ampak zakaj ga potem sploh, kje ga dejansko uporabljate? Na raznih dogodkih, se pravi, naše podjetje se ukvarja z zdravstvenim varstvom na prireditvah in dogodkih. Se pravi, čeprav razumem, vi greste s tem Amijem zdaj na en koncert, Tako. V ozadju nekje parkirate te velike reševalna vozila. Prave reševalne ekipe. Tako je. Tega pa date nekam na prizorišče, zato da vsi vejo, da je zdaj prizorišče pod kontrolo vašo. Točno tako. Se pravi, kakšne so zdaj izkušnje, oziroma, bom tako vprašal, koliko pogledov ste že zabeležili? Vse. Vse. Od otrok do odraslih, do starejših, tako da. Ampak saj razumem, da to ni reševalno vozilo, ampak a bi ga lahko vseeno nekako umestili v vašo dejavnost, recimo kot reševalno vozilo? Lahko. Naša ideja je, da na njega še nastavimo en avtomatski defibrilator z dostopom za zunanje strani in vkolikor bi pač nekdo nujno potreboval to, si ga lahko vzame, če nas nekje vidi oziroma nas prepozna. Aha, se pravi, v bistvu mobilni avtomatski defibrilator. Če bomo nekoga rešili s tem, super. Ja, jaz sem za. Ampak če se vrnem k spletni prodaji, ta avtomobil zdaj res lahko kupimo prek spleta in predlagam, da kupimo enega. Se pravi, grem na spletno stran Ami Store, se pravi, gremo naprej, se pravi, zdaj tudi avto je to, se pravi, zdaj jaz si ga lahko naročim
domov na moj naslov, super 200 evrov pride, ali ga pa vzamem pri trgovcu, ampak ne, seveda, če ga kupujem prek interneta, ga dobim domov. Ok, spremenim, ok, 22. lahko ga dobim. Ok, in seveda, ok, lahko zdaj, se pravi, strošek dostave, znesek za preplačilo. Ok, in oddam naročilo. Torej, tukaj ne oddamo našega avtomobila v košarico, kjer izberemo, recimo, koliko komadov bomo vzeli, 1, 2 ali pa 3, čeprav pri takem majhnem avtomobilu bi bilo to celo skoraj da smiselno. Tukaj preprosto zdaj oddamo naše naročilo in potem ta avtomobil preprosto enostavno plačamo kot ponovadi prek spletne banke po predračunu. Mimogrede, mogoče pa velja ta avtomobil kar najeti, recimo za eno poletje preko recimo hišnega ponudnika rentakarja Free to Move, ki ga ponuja koncern Stellantis. Ampak še vedno, tukaj se pa spet moramo vprašati, ali si avtomobil sploh želimo kupovati prek interneta. Zame velja, da imam veliko raje tisti človeški stik, verjamem pa, da nisem merilo in da prihaja v bistvu čas, ko bo spletna prodaja avtomobilov tudi v Sloveniji postala realnost. In kaj bo v tem primeru najpomembnejše? If you want to buy it online, well, you know that you will pay the same price as if you go to the dealer. Because today, people who buy a car online, maybe they say, okay, but if I go to the dealer, maybe I can negotiate a better price, another discount or whatever. Here, it's all super transparent. You buy online or you buy at dealer, it's the same price. Amija smo vam seveda v naši oddaji že predstavili in predlagam, da za vaš naslednji klik izberete kar predstavitev tega Amija, tega avtomobila oziroma ne avtomobila, ampak Citroena.